Južno od Maribora, med Račami in Pragerskim, se razprostirajo številni ribniki, mlake in mokrotni travniki, prepleteni z nižinskimi gozdovi. Vsi ti mokri predeli ali mokrišča so večinoma bogata življenjska okolja, tudi redkih in ogroženih vrst. Predstavljajo obilje sesalcev, ptic, plazivcev, dvoživk, rib, žuželk in drugih živali, povezanih v bogate in občutljive prehranjevalne verige. Danes so mokrišča zelo ogrožena zaradi onesnaževanja voda, izsuševanj in pozidav, zato so omenjeno območje v neposredni bližini Zgornje Gorice zaščitili in leta 1992 ustanovili krajinski park Rački ribniki Požek. Takoj v soseščini pa je gospod Roman Hergan leta 1993 ustanovil zasebni botanični vrt Tal 2000, ki je ob pomoči njegove družine prav zaživel šele v prehodnem letu prejšnjega tisočletja, to je v letu 2000. Te številne rastline niso verjetno prišle same od sebe, ste to sistematično sadili? Tako je, te rastline so bile najdene na rastiščih ponavadi ali pa tudi prenešene iz katerih drugih virov in tukaj posajene. Sicer se tukaj uspeva ločje, rogos in mogoče katera vrsta od teh, predvsem šaši, vse drugo je bilo potem potrebno vsem prinesti in posaditi. Če nam kar pokažete, kako izgleda tako sajenje? Tu imamo zdaj češki šaš. Žal se ta vrsta nekako ne more navaditi na rastišče v tem ribniku, tako moram vsako leto zadevo obnavljati in spet tudi letos bo potrebno posaditi to vrsto. Sicer jih doma vzgajam v vrtu, tako da jih potem imam sadike za vrt, da na tak način potem ohranjam vrsto na rastišču. In to zdaj kar postavite v vodo? To bomo sedaj postavili, seveda češki šaš potrebuje bolj plitvo rastišče. Mi ga bomo posadili nekje tukaj, nekje bolj ob strani in seveda bo potrebno še dodati nekaj zemlje, ker ne bi bilo dobro, če bi bil preveč v vodi. Zdaj, ja. Zanimiva rastlina, ki je kot sulica. Ja. Če dobro pogledamo. To je navadna streluša, že latinsko ime Sagittaria, pove, da je v bistvu gre za obliko puščice pri njenih listih. Zraven pa imamo še nekaj drugih zanimivih vrst, kot na primer vodno meto. Meto, ja. Ki pa je skoraj identična poprovi meti, namreč... Lahko poskusim? Lahko. Diši kot meta. Skoraj ne bi opazil razlike. Ja, namreč vodna meta je križan, oziroma poprova meta je križanec med vodno in med klasasto meto. Zato tudi ta vodna meta je ravno tako uporabna za kakšne čaje in podobne zadeve. Torej si lahko skuham čaj iz tega? Tudi lahko.
Žabe nismo uspela ujeti. Torej, žabe nisem uspela ujeti, mislim, da bi pa lahko... A tam je ena žaba? Ja, lahko. Ne bo uspela. Vidim pa tukaj še nekaj zanimivega. Torej, kaj pa je to? To pa je sladkovodna školjka, imenuje se jezerska brezobka. Kot vidimo, zraste kar precej velika. Ta je pa mogoče nekje srednje velikosti, to pomeni, da so še kar precej večje. Jo od blizu pokažete gledalcem? To je tudi, mislim, da je najpogostejša školjka v sladkih vodah. Imamo še pa eno vrsto. To pa je potočni škržek. Je precej manjši od brezobke, pa tudi po obliki se loči. Tukaj je oblika školjke bolj podolgovata. Kakšna je pa pogostost te vrste pri nas? Obe vrsti sta pogosti, s tem pa, da je jezerska brezobka pogostejša. Potočni škržek pa je pri nas zavarovana vrsta oziroma tudi vrsta v rdečem seznamu. Tukaj je zelo bogato, pestro in razgibano. Kako je izgledalo pred tem, preden ste začeli? Ja, torej zadeva se je pričela pred 16 leti. Tukaj je bil nižinski gozd in seveda brez teh vodnih površin. Pričeli smo z deli, seveda prvo z strojnimi deli, kaj je bilo potrebno za izkop teh večjih vodnih površin. Torej ročno ni šlo? Ne, seveda nikakor ne. Kaj je manjšega, potem je možno tudi ročno oziroma urediti nabrežja in podobne zadeve. Kar pa sem seveda, vse te stvari so se pa potem izvajale precej pozneje. Sedaj tudi nobenih strojnih del v vrtu več ne načrtujem. Nekje približno takšen izgled, ko ima zdaj vrt, bo verjetno tudi ostal. Prej je bilo verjetno malo težje prihodno, če je bil dež, je bilo močvirnato? Prej je bilo zelo močvirnato, predvsem v jesenskem in spomladanskem času. Namreč tla so glinena in kot taka ne prepuščajo vode, zato vsa voda, ki pač seveda te meteorske vode, ki pridejo tukaj, ostanejo, koliko je možno odtečejo. Ostale pa seveda počakajo, da izhlapijo. Te hribe ste naredili iz materijala, ki je nastal iz izkopa? Tako je, to je od izkopov teh vodnih površin. Seveda, glede na to, da vrt ni nekako ravno velik, je bilo potrebno tukaj teren razgibati, tako da smo dobili en zanimiv vrt. Je Slovenija zelo genetsko bogata dežela. Genetska pestrost je razvidna tudi v vašem botaničnem vrtu. Torej, tukaj so predstavljene predvsem rastline, ki živijo v vodnih biotopih oziroma tudi seveda ob vodi. Seveda zraven pa potem tukaj spadajo tudi nekatere živali, ki naseljujejo takšno okolje, in tu so seveda dvoživke, žabe, pupki, potem kačji pastirji. Predvsem torej te vrste, ki so vezane na vodo, potem so tu različne žuželke, ki živijo v vodi in podobno. Še malo kaj poveste o žabah, mogoče malo pišete? Ja, mislim, da nekje 6 ali 7 vrst žab recimo živi na tem območju. Od žab lahko povem to, da ob vodi ostane samo zelena žaba, ostale pa se pridejo v vodo samo razmnoževati in potem zapustijo to okolje in gredo potem v tisto, kjer živijo, recimo ali na travnik, ali v gost, ali kamorkoli drugam. Malo smo že omenili kačje pastirje. Ja. Če malo poveste o njih, videli smo jih kar nekaj. Ja, kačjih pastirjev je tudi, mislim, da je za to področje
ugotovljene okrog 50 vrst različnih kačjih pastirjev. Tukaj jim lahko rečem botanični vrt jim kar zelo ustreza oziroma te vodne površine, saj jih tukaj resnično veliko vidimo ob sončnem vremenu. No, prej smo videli tudi lev kačjega pastirja na steblu rogoza, torej iz tega se je izlegel kačji pastir. Pa ostale žuželke, katere so značilne za ta Ja, prostor? tu so vodne, potem predvsem žuželke, ki živijo v vodi. Tu je potrebno omeniti obrobljena kozaka, ščipalec, vodni drsalec, hrbtoplovka in te podobne vrste. Ptice so seveda te, ki živijo v gozdu, torej kot smo že prej tam povedali, senice, brglezi, kos, šoja in podobne vrste. Tudi kakšne vodne vrste zaidejo sem, predvsem kakšna siva čapla ali pa raca mlakarica. Sedaj se pa dotaknemo še rastlin. Ja. Torej, rastline, predvsem v vrtu je predvsem pomembna zbirka vodnih rastlin in če jih recimo kar nekaj naštejem, vsi poznamo beli lokvan, potem njegov ožji sorodnik rumeni blatnik, potem imamo tukaj nekaj vrst, ki so v celoti potopljene v vodi, to so različni dristavci, rogolist, potem imamo tukaj rmance, račja zel, potem pa so še druge vrste, ki plavajo na vodni površini, tu so ščitolistna močvirka, žabji šijek, različne vrste leč in podobne rastline. Potem pa še tiste vrste, ki naseljujejo vodni rob, različne vrste šašov, perunika, kolmež, streluša in še bi lahko recimo našteval lodvigja in podobne vrste. No, če se vrnemo na lokvanje, tu sem videl dve vrste lokvanja. Ja, v bistvu te dve vrsti rasteta v srednji Evropi, sicer za mali lokvan v Sloveniji nimamo podatkov, je pa beli lokvan pri nas, ne morem reči ravno pogost, ampak v naravi se pojavlja, sicer je ta vrsta tudi v rdečem seznamu. Blatnik ima zelo lep cvet. Ja, blatnik je, torej, kot sem že prej dejal, ožji sorodnik lokvanja, torej v isti družini. Cvet pa se za razliko od lokvanjevega dviguje nad vodno površino. Seveda je tako zelo lepe živo rumene barve. Torej, da je še nek del stebla. Tako je. Tako je, lokvanje plava, medtem ko ta se pa dviguje kakšnih 10 cm nad vodno površino. Omenili ste že rdeči seznam vrst. Seveda, rdeči seznam vrst je kar zajeten. Lahko pa povem, da je v vrtu kar precej teh vrst, ki so uvrščene v ta seznam. Po zadnjem štetju jih je bilo 62, verjetno je pa zdaj že tudi več. Lahko pojasnite točno, kaj je to rdeči seznam? Torej, to je seznam vrst, ki so ogrožene na svojih rastiščih, ni pa seveda nujno, da so te vrste potem tudi zavarovane. Torej, imamo tukaj dve različni zadevi, zavarovane vrste in rdeči seznam. Torej, vrste, ki so tu, niso vse zavarovane, torej iz rdečega seznama? Ne, tu jih je recimo, kot sem že povedal, okrog 62, zavarovanih je pa mogoče od teh polovica, sicer na pamet govorim, ampak toliko. Jih nekaj naštejete? Recimo, kar lahko začnemo, vodni orešek, za katerega vemo, da je v rdečem seznamu, ni pa zavarovana vrsta. Potem je streluša, močvirska logarica, mislim, da je potem tudi tale laksmanov rogos, v glavnem precej vrst. Vidim, da tule na vaših posesti ni nekih starih dreves za dupli. To ste vi rešili na drug način, da imajo ptiči vsem svoje skrivališče. Ja, seveda, za
ptice seveda vemo, da potrebujejo, nekatera tista, ki gnezdijo v duplih, potrebuje potem tudi takšna drevesa, ker jih pa na tem mestu tukaj ni. Smo zadevo rešili z gnezdilnicami. Nastavljene so po vsem botaničnem vrtu. Tukaj za mano so pa predstavljeni različni tipi teh valilnic. Vidim, da so tudi nekaj različnih oblik. Ja, tu imamo na primer gnezdilnice za različne vrste ptic. Tam zgoraj levo je postovka, potem plezalček. Tukaj imamo gnezdilnice za senice, brgle, muharje. Posebna je tale, tukaj je za netopirja, tale v sredini. Potem imamo gnezdilne police, na primer za taščico, šmarnico, pa potem še eno drugo varianto te gnezdilne police in še tukaj za plezalčka drugačno izvedbo gnezdilnice. Bi se pa sedaj osredotočil na tole gnezdilnico, ki je namenjena škorcu in smrdokavri in jo je uporabil, zasedel gozdni brglez. Ja, vidim, da je ta gnezdilnica predelana. A je rabil kakšne projekte, zato da je lahko svoje domovanje spremenil pa predelal? Ne, v naravi to ni potrebno. Ptice se kar zadevo kar samo uredijo brez papirov. Tako je to veliko odprtino zazidal z blatom z ilovco, zmanjšal na to velikost, ki njemu ustreza in zasedel gnezdilnico. Sedaj gnezdi notri in že ima mladiče. Tako da ima zdaj stanovanjsko pravico v tej Tako, gnezdilnici. Lahko malo bolj natančno opišete to gnezdilnico za netopirje? Torej, za netopirje gnezdilnica je posebna. Mogoče še tukaj pokažem. Vhod je od spodaj. Torej, odprtina je tukaj od spodaj in ta gnezdilnica je konkretno namenjena za gnezdenje za mladiče, medtem ko imamo potem še drugi tip takšne hišice, tista je pa namenjena za netopirja, da preživi dan v njej. Torej obešen na zgornjo stran, oziroma spodnjo stran nadstreška in seveda vemo, da netopirji potem lovijo zvečer oziroma po noči. Nam je strokovnjak za kače, ne vem, kako se reče, kačolog, kačeslovec. Najbolj, da vi povete in da se predstavite. Moje ime je Drago Vigali, prihajam iz okolice Murske Sobote. Glih strokovnjak nisem, no verjetno, ampak malo več vem, kot ostali ljudje od kačev. Ukvarjam se z rejo plazilcev, kač, želv. Torej, vaši hišni ljubljenčki izgledajo verjetno malo drugače kot en povprečni hišni ljubljenček v Sloveniji. Ja, res je, no. Kače so naši hišni ljubljenčki, želve. Zdaj trenutno imam tu razstavo kač, 6 vrst kač sem pripeljal sem. Ja. To v roki rdeče rep je udal, boa konstriktor. Odkot prihaja? Srednja Amerika, Honduras, Guatemala. Majhen primer še znam zraste do 4 metre, tako potem že navaren tudi človeku ostane. 4 metre? Tako, ja. Debeline tako. Tako se zgodi tudi, da lahko človeka požre. Se je že tudi zgodilo. Sem videl slike recimo na internetu, ko je človek bil noter v trebuhu. V trebuhu? Tako, ja. Take vrste kače? Take vrste, samo večje, normalno. Ja, večje. Povejte, kako bi se pa lahko obvaroval kače, naprimer, če te napade? V takem primeru, da je udal? Ja, če je recimo ta udal 4-metrski, pa če si sam, če nimaš recimo pri sebi kakega noža ali pa kaj ostrega, ki bi jo pičil recimo, te ni šans, da bi preživel. Te ona tako počasi, zgoraj da odvija zgoraj, da spodaj stiska tako težko. Verjetno ne bi šlo. Vprašal bi, kako vi hranite te kače? Ja, hranim jih
recimo 2 tedna, odvisno pač od velikosti, tiste manjše jejo miške, te večje podgane. Ko bo zraslo, bo kakšen koš zajca pojedla, ne, normalno. Hranil se pa na 2 tedna, tako recimo jih. Kako pa kače vidijo? Ja, tako kot mi ne, recimo, ne. Zdaj strokovnjaki pravijo, da vidijo samo toplotno vidijo, ne. Samo razliko toplote v okolice, ne. Tako kot recimo vojaki, ko imajo tiste aparate za toplotno snemanje, recimo, ne. Ona jih tako vidi, ona ne loči, tako pravi pač strokovnjaki, da točno ne vem, ne. Ampak to je to, ne. Pa lahko vas zamenja za hrano, če vi hranite kače? Zdaj, ko bi me zamenjala recimo za hrano, ne, se je pa že zgodilo, ko me je pomoti recimo za prst ali pa za roko, katera šausnila, ne. Ampak to je vse moja napaka bila, ne, tako. Zna ona, ko je čas hranjena, ona točno ve, ko se vrata odprejo v terariju, da bo noter miš prišla, ne, če pa pride moja roka, pa moja roko popade, samo to je samo trenutno. Me zgrabi pa takoj pusti, ne, ko vidi, da ni to. Kak je pa vonj kaj pri teh kačah? Ja, vonj, to imajo ta jezik, s tem okušajo, s tem molekule vonja po zraku lovijo in si na en organ dajo in ona s tem voha, recimo. Jezik gre za to, vem, da molekule vonja, recimo, prenaša v ta organ, ki je tu ko ga ima v ustih, ne. Kaj vse kače sikajo? Pa zdaj ne vem, če vse, ampak večina je sika, ne. Zdaj ne vem, če vse, da res ne vem. Ti je všeč, da imaš kačo? Calma, beleza. Deixa eu ver, solta. Vida,